Hvala, da ste znova z nami, oziroma z nama. Danes je dinamika tukaj v auditoriju malo drugačna. Pojavila se dodatna kamera ob EPK-jevski kameri pa našem audio snemalniku za spletno stran. Kolegi iz TV Slovenija dela nek dokumentarec o FDV in diplomantih FDV, nekaj takega. Tako da mislim, zdaj Vesna je namaskirana oziroma, kako se če, napudrana, ne? Rok je napudran, tako da se bo še nekaj takega dogajalo. Jaz upam, da ne bomo teče. Kolegi so bili zelo videvni in so postavili luči na oder, ne osvetljujejo iz dvorane, kot je bilo pri dr. Debenjaku, pa se nismo videli. Torej, lep pozdrav, hvala za vaš, moram reči, zelo hiter odziv, ko sva poslala vabilo. Torej, Roka Praprotnika poznamo kot namestnika predsednika protikorupcijske komisije, Komisije za preprečevanje korupcije. Drugače, letnik 74, Mariborčan po rojstvu, diplomiral na FDV, s temo Druga republika Slovenija. Slovenija, Druga republika, nekak tak, ne? Kar se marsikomu najbolj danes ni znal. Ja. Novinar na Dnevniku in Delu, potem pa počasi na Večeru tudi? Ne. Aha. Ja, Dnevnik Delo. Potem je pa počasi tam, kjer je zdaj in je pač sad našega poželenja. Jaz mislim, tudi sad poželenja publike, ki je danes tukaj. Toliko za začetek z moje strani. Vesna, bo še ti kaj? En lep dober večer tudi z moje strani. Midva z Rokom sva si že izmenjala spominske izkušnje na FDV, tako da smo se že, bi rekla, zabavali, da je pravzaprav precej gostov, kakšno pove iz časov, ko so hodili na FDV in ko smo jih seveda jaz učila, da bo jasno, kakšni so zdaj te komentarje. Skratka, en lep dober večer. Mislim, da bomo danes imeli izjemno zanimiv pogovor, kajti korupcija oziroma problem korupcije v slovenski družbi je ena tistih tem, mislim, da ki vsaj zadnjih dobrih 5 let so, bi rekla, verjetno top teme tako strokovnih analiz, novinarskih analiz, pa tudi vsakodnevnih pogovorov. Nekak občutek, zdaj bomo tudi govorili o tem, če je točno ali ne, da je Slovenija postala pravzaprav država korupcije, da so bili celo zakoni tako pisani, da je bilo to mogoče, da je tranzicija bila predvsem, bi rekla, proces, bi rekla, koruptivnega poželenja nekaterih, če malo parafraziramo tega, to, kar je povedal Andrej. To so torej, bi rekla, neki vtisi, o katerih bomo skušali danes povedati nekaj več. Torej, Rok, en lep dober večer. Dober večer tudi vama. Se pravi, zdaj imam jaz besedo. Seveda. Najprej hvala za vabilo. Še posebej sem bil vesel tega, ker je to seveda v Mariboru. To nam nekako Mariborčanom nikoli ne gre iz krvi, da Maribor torej. In je predvsem pozitivno in dobro to, da se takšne debate in takšni dogodki dogajajo še kje druge, ne samo v Ljubljani, ker imamo občutek, da se vse preveč koncentrira zgoraj na Ljubljano, tako da tudi komisija, ki ima, ko se gremo svoj regional outreach, veliko damo na to, da torej gremo izven Ljubljane, kar je pomembno. Tako da jaz tudi lepo vse pozdravljam in res se nadejam zanimivega pogovora. A se smem navezati zgolj na ta občutek korupcije? Zadnji Eurobarometer, ki ga je Evropska komisija naredila ravno na temo korupcije, in ta Eurobarometer je nekoliko drugačen kot tisti siceršnji, je pokazal, da smo mi v Sloveniji se pravi, najbolj večinsko prepričani o tem, da so politiki na nacionalni ravni in pa na lokalni ravni, skratka, da so skorumpirani. Kar, zdaj bom poskušal se spomniti, mislim, da je 86% vprašanih iz Slovenije prepričano, da je politični establishment skorumpiran. Hkrati, kar je največ v EU 27, hkrati je pa samo 4% ljudi odgovorilo, da so imeli v zadnjih 2 letih neposredno izkušnjo s korupcijo. Zdaj,
tu je nekje nek problem. Ne? Percepcija korupcije je izjemno močna, osebna izkušnja pa zelo majhna. Ne? Razloga, ki jih mi nekako identificiramo, sta dva. Eno je, da se v Sloveniji seveda začelo v zadnjih letih, hvala Bogu, več govoriti o tem problemu in zaradi tega je marsikaj postala korupcija, kar sicer ni korupcija. Ne? Nekako debata okoli korupcije in problematike, ki jo korupcija povzroča, je v zadnjih letih se stopnjuje nekako tako, kot se je pred 20 leti začela debata okoli človekovih pravic, te druge, tretje generacije. No, to bi bil lahko prvi razlog, da je takšno razkorak med percepcijo in dejanskim doživljanjem. Drugi razlog pa je po naši oceni ta, da je v Sloveniji izjemno malo tako imenovane administrativne korupcije, torej petty corruption. To pomeni, da se v Sloveniji vam bo zelo težko zgodilo, da boste morali policistu dati 20 evrov, da vas pusti naprej. Mi ocenjujemo na komisiji, da je v Sloveniji večji problem ne tako, spet v nekoliko manjši meri korupcija belih ovratnikov, tako imenovana grand corruption, se pravi ministri, državni sekretarji in ostali te top odločevalci, da pa je največji problem sistemska korupcija. To je ena zanimiva žival, precej zapletena in v bistvu tudi najbolj trdovratna oblika korupcije. Gre pa za to, da so vzpostavljeni pogoji, zaradi katerih zakonodaja in pa celotni sistemi so oblikovani in strukturirani na tak način, da služijo določenim interesnim skupinam. To pomeni, da je v bistvu sistem ugrabljen. Zdaj razmišljam o različnih primerih, ki vam bi jih lahko dal. Ni najboljši, je pa recimo blizu temu problem z, če se boste spomnili, vračanjem tistih nevarnih psov gospodu Baričeviču. Tam se je zelo zanimivo odvijalo in ni ravno razumljivo, za zdravo pametjo je skregano, kako so te psi sploh prišli nazaj v roke lastniku, ampak vidimo, da je tam od veterinarske inšpekcije preko vseh tistih odločb do razveljavitev na ministrstvu za kmetijstvo in potem spet ping-pong sem in tja, skratka nelogične odločitve, do na koncu čudne odločitve upravnega sodišča, ki mu je vse vrnilo na koncu z uporabo starega zakona, se pravi zakona, ki niti ni veljal več, se je zgodilo to, da torej je se ta sistem zganil za potrebe enega konkretnega človeka. Vmes so pa vpleteni bili seveda od vplivne odvetniške družbe do, kot vemo, državna sekretarka na ministrstvu, pod pritiskom so bili določeni uslužbenci in pa na koncu upravno sodišče. Skratka, tu bi lahko bila ta razlika med percepcijo korupcije, ki jo vidimo in se nam zdi, da je že vse korupcija, in pa ta dejanska izkušnja, ki je mejhna. To pa zaradi tega, ker res razen za kakšno tveganje na izdaji gradbenih dovoljenj, je zelo malo verjetno, da bo nekdo od uradnikov ali policistov od vas zahteval denar. Stara sociološka spoznanja so spoznanja, da so najbolj koruptivne elite oblasti. Tako da po tej logiki se mi zdi čisto normalno, da je percepcija visoke koruptivnosti v Sloveniji na eni strani, na drugi strani pa nizka realno srečanje z koruptivnimi dejanji, ker se to dogaja izven našega vsakodnevnega življenja. Jaz mislim, da moramo zgodbo o korupciji umestiti v eno drugo zgodbo, in sicer zgodbo primarne akumulacije kapitala. Torej v Sloveniji se izvršuje redistribucija naravnih, finančnih in vseh ostalih virov in se postavlja pač nova zgodba, ki se mu reče kapitalizem, oziroma ta kvazi, oziroma ta turbo, finančni, balonasti, ne vem kakšen kapitalizem. Tako da se mi ti podatki 86/4 sploh ne zdijo tako čudni, se mi zdijo zelo točni, ker kažejo točno tam, kjer se korupcija dogaja. Torej dogaja se v zelo ozkih, zaprtih, organiziranih skupinah, ki imajo finančno, ekonomsko, politično moč v svojih rokah.
Ne? In zato je tudi zelo težko karkoli sprocesuirati, se moče bodo z kakšne statistike tak približne povedali. Ja. No, komentarja bi jaz navezala na to, kar si povedal. Ne? Vprašanje, je torej res toliko korupcija? Zdaj vi se s tem ukvarjate, pravite, pravzaprav se zdi, kot da je vse korupcija, prej ste točno rekli, tudi to, kar marsikdaj ni korupcija, se Slovencem zdi korupcija, ne? Se pravi, kaj se torej zdaj Slovencem zdi korupcija, kaj je tisto, kar se nam zdi, da je korupcija, pa ni, in kaj je potlej tisto, kar vi seveda, ne, strani komisije jasno definirate kot korupcijo in recimo imate tudi nadzor nad tem, koliko zdaj lahko to nadzirate oziroma celo preganjate, o tem bomo še potem malo govorili, ne? Ja. V bistvu je definicija korupcije po našem zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije precej zapletena, ampak jo lahko povem na enostaven način. Koruptivno ravnanje je tisto, pri katerem uradna oseba, odgovorna oseba v javnem sektorju krši svoje dolžno ravnanje, se pravi, da opravi ali ne opravi nečesa, kar bi morala, zaradi tega, da sebi ali komu drugemu pridobi korist. Ta korist po tej definiciji je lahko materialna in nematerialna. Zdaj, trije razlogi so za to, da nekdo krši svoje dolžno ravnanje. In niso pa vsi trije nimajo koruptivnega ozadja. En razlog, ki je zelo pogost, je neznanje v Sloveniji. Se pravi, v javnem sektorju do določene mere je prišlo do negativne selekcije kadrovske in dostikrat je neznanje razlog za to, da se sprejemajo slabe odločitve ali napačne odločitve. Ampak to še ni korupcija, ne? Drugič je lahko razlog, ki ni korupcija, malomarnost. Zavestna ali nezavestna v kazensko-pravnem smislu mislim, ampak skratka malomarnost. Ko misliš, ajde, ne, bom pač odločitev, vse pole še pritorno, recimo, ne? Ne jemlješ svojega dela odgovorno. Ne? To ni prav, seveda, ti moraš delati maksimalno odgovorno in v javnem interesu. In tretje je pa seveda to, kar je naklep, ne? Da ti neko odločitev sprejmeš ali ne sprejmeš zaradi tega, ker si za to motiviran. Bodi si zase ali pa da bi nekomu drugemu zagotovil neko korist. Problem je, da naš sistem, se pravi Komisijo za preprečevanje korupcije, blazno obremenjujejo najrazličnejše prijave, ki so iz prvih dveh, recimo, kategorij. Pa še prijave, za katere so prijavitelji načeloma prepričani, da je neka korupcija samo zaradi tega, ker niso zadovoljni z odločitvijo. Po tistem, ko je gospod Pezdir objavil svojo kolumno, se je blazno povišal pripad prijav na našo komisijo, žal pa zelo malo kvalitetnih. Bom recimo dal dva primera. Gospod je prepričan, da se je zgodila korupcija, ker je v ločitvenem postopku žena dobila višji delež premoženja kot on, ne? In to prijavila zdaj kot korupcijo. Ali pa je gospod, ki je lovec, prepričan, da gre za korupcijo, ker ga je lovska družina je podala na upravno enoto predlog, da se mu odzame orožni list, zaradi tega, ker je domnevno agresivni. Zdaj teče ta upravni postopek in on je prepričan, da gre za korupcijo. Ali nekdo je prijavil, da je pač bil mu davek na neke prodaje nepremičnin previsoko odmerjen. Že pred leti, on se sploh ni pritožil, ampak zdaj prijavlja korupcijo. Ne? Zdaj, vidite, skratka, to je res in lahko bi hitro zamahnili z roko, pa rekli, da s tem se sploh ne ukvarjamo, ampak ker smo pač državni organ, moramo zadevo sprejeti, jo pač formalno pregledati, zdaj se ne spuščamo, ampak prima facie pač pogledaš, sploh so izpolnjeni pogoji in potem je pač treba nek zaključek, se pravi uradni zaznamek ali kakorkoli zavržbo spisati. In to, vsaka taka zadeva vzame nekaj delovnih ur, ne, na komisiji. Hkrati nam zaradi tovrstnih zadev, pa, veste, ne želim nikogar odvračati od tega, da prijavlja korupcijo, ampak tisto, kar je res kvalitetno, prihaja iz strani whistleblowerjev. Whistlebloweri so pa neobičajno, ampak vedno insideri. To so tisti ljudje, ki so, lahko jim bi rekli, tudi skesanci, no. Ali pa nekdo, ki pač je bil nečemu priča, pa tega preprosto več ne more prenašati, ampak je običajno insider. Mi tem ljudem, trenutno jih imamo kakšnih 10, nudimo maksimalno zaščito. Običajno dobijo kodna imena in
nihče ne more priti do identitete teh ljudi, razen sodišče na koncu, če bi izkazalo, da nujno potrebuje to identiteto za sodni postopek. No, tam pa prihaja dostikrat, seveda, oziroma se dogaja, da dobivamo pomembne informacije, ki se nanašajo na pomembne državne podjetja ali ustanove iz finančnega sektorja in podobno, ne? Ker v Sloveniji je pač to problem ali pa ne, ampak dejansko ima država ogromen procent lastništva v gospodarstvu in tudi na tem delu imamo mi ingerenco in to seveda ustvarja veliko skušnjav za to, da bi recimo, ta sredstva uporabil nekdo za svoje potrebe. Zato, te whistlebloweri so tisti, ki običajno nudijo najkvalitetnejše informacije in tisto je tudi zelo kompleksno in če si želiš, da bi dal lahko recimo 4 ljudi na nek primer, ko obravnavaš neko recimo zapleteno zadevo iz finančnega sveta. Zdaj smo se, hvala Bogu, ukrepili z 2 človekoma, ki imate tudi znanje iz tega področja. Koliko vas je? Mislim, da nas je trenutno malo manj kot 40. Pričemer je tistih, ki delajo, ker mi smo komisija za preprečevanje korupcije, ne pozabiti, ne. Smo razvili preventivni del v lanskem letu, preventivni del in pa preiskovalni del. In na samih preiskavah dela, izključno na preiskavah, okoli 15 ljudi. Kar je še vedno premalo, ampak dobro, ne, s tem poskušamo živeti in si določamo prioritete. Kakorkoli, hočem reči, te prijave, ki so recimo nesmiselne, ne, obremenjujejo sistem, namesto da bi ljudi uporabljal na teh zapletenih caseih, recimo dal 4 ljudi, 5 ljudi, da delajo samo eno zadevo, da v nekem doglednem času zaključena, se ukvarjajo tudi z temi zadevami po nepotrebnem. Ne. Želim reči to, da veliko tega govorjenja o tem, da korupcija je pač vse splošen problem, producira ta zaključek, da itak je vse korupcija, ampak ko enkrat je vse korupcija, potem nič več ni korupcija. Ne. To pa je v bistvu nevarno in je voda na mlin tistim, ki se želijo recimo temu izogniti. Skrit, prikrit. No, ampak da ne bomo mi sami v to isto zanko padli. Bi lahko z nekimi pokazatelji, dali ste en podatek, percepcije koruptivnih dejanj, pa srečanja v vsakodnevnem življenju z koruptivnimi dejanji. Kakšno oceno, ne? Kam Slovenija sodi? Zdaj, običajno na teh listicah smo vedno nekje tam zlati sredini, razen v izjemnih situacijah, recimo samomori smo čisto gor, ne? Pa alkoholizem, ne? Ali pa kaj takega. Torej, kako bi nekako omejili to polje koruptivnih dejanj v Sloveniji? S kakšnimi indikatorji, pokazatelji? Zdaj, samo to, da imamo mi veliko prijav, ali pa da veliko zadev rešimo, ali pa da v veliko mnogih zadevah torej zaznamo sume kaznivih dejanj, ali pa kršitve iz drugih predpisov in to odstopamo raznim inšpekcijam, ali pa potem tisti del, ki ga tudi mi sami zaključimo, ne, to ni indikator. Zato, ker, recimo, mi bi lahko rekli, da je v Sloveniji ogromno prometnih prekrškov in jih bo naslednje leto še več, če bomo še več policistov dali na ceste, da bodo ustavili. Kaj to pomeni, da se je prometna varnost poslabšala ali da je policija boljša, učinkovitejša, ne? In več ljudi ujame pri prekrških. Se pravi, samo skozi to, da mi letno začnemo z 1200 do 1300 zadevami, to nič ne pove. Pove nekaj to, ampak mogoče je pa to pač posledica drugačne organizacije našega dela in tudi vsebinskega pristopa drugačnega, da je recimo v letu 2010 komisija odstopila policiji ali tožilstvu 39 zadev, v katerih je zaznala sume kaznivih dejanj. V letu 2011 smo takšnih zadev, ampak v letu 2011 je že nova ekipa na komisiji delala, ne, smo takšnih zadev odstopili 230, kar je bistvena razlika, ne, od 39. Je to lahko tudi posledica drugačne organizacije dela, pa predvsem drugačnega vsebinskega pristopa. A je zdaj to indikator? Ne bi si upal trditi, ne? Bi si pa upal trditi, da ko opazujete javni sektor kot takšen in ko opazujete recimo podjetja v lasti države ali v lasti lokalnih skupnosti, da je mnogo naših težav povezanih s tem, da se v Sloveniji ne ugotavlja odgovornosti in ne prevzema odgovornosti. Bom dal en plastičen primer.
kako je mogoče, da nadzorni svet Slovenskih železnic imenuje direktorja, predsednika uprave, potem pa čez 4 mesece ugotovijo, da niso imenovali pravega človeka, mu dajo odpravnino in imenujejo novega. Da bi to bila privatna firma, bi lastnik ponorel, ne? Najbrž bi vložil odškodninske tožbe zoper nadzornike, bi neko odgovornost ugotavljal, ne? In zahteval kompenzacijo, ne? Za slabe odločitve. Pri nas se pa predvsem veliko govori o tem, mi imamo odgovornost, mi si zaslužimo sejnine, ne? Ampak dejansko odgovornosti se skoraj da ne ugotavlja in ne prevzema. A bi mi mogoče kdo pomagal? Jaz se namreč poskušam spomniti, kdaj je kdo od recimo direktorjev, predsednikov uprav v državnih podjetjih bil krivdno razrešen. A se kdo morda spomni kakšnega primera v zadnjih nekaj let? Jaz se ga ne. Paloma. Paloma? Berger. Aha. Še kdo? Paloma, točno. Pa tudi tukaj je bilo zapleteno, krivdno, pa ne krivdno, pa na koncu krivdno, pa ne krivdno. Kaj je bilo na sodišču? Šla je na sodišče, se mi zdi, ne? Ja, ni še... Ni še konec. No, recimo imamo primer Elana, ne? Tisto zadevo je komisija začela delati na podlagi pač ene informacije prijavitelja, whistleblowerja. Tam so se zgodile hišne preiskave, davčna inšpekcija, delovna inšpekcija, komisija, skratka, vsi smo šli, zdaj se zelo trudimo, da bi institucije, ki imajo različno pooblastila, eno zadevo obdelale vsake svojega zornega kota in na ta način narediš v bistvu krog okoli ene zadeve, ne, enega subjekta. No, tam je bil predsednik uprave lani poleti, mislim, da so bile hišne preiskave, odzemlje prostosti in tako dalje. Nadzorni svet je odstopil celoten, nov nadzorni svet je predsednika uprave nekrivdno razrešil, odpravnina in tako dalje. NKBM, tudi predsednik uprave se poslovi nekrivdno, ne, in odpravnina in tako dalje. Ne vem, kam bo to peljalo, ampak tisto, kar je ključno pomankanje v Sloveniji, pa bi mogoče to iz vaše priljubljene teme bilo kaj o slovenskih moških, ker učeni so moški na tem, ne, ni prevzemanje odgovornosti. To odgovornost je samo na papirju. In, glejte, vsi se skrivamo govorimo, vsi vemo, vse je popolnoma jasno, ne, take floskole, ne, ampak da bi pa res nekdo, ki je na najvišjih funkcijah ali v gospodarstvu ali politiki rekel, to se je zgodilo, to je nedopustno, ne, odgovornost. Ali pa recimo, mislim, da imamo v vsakem trenutku približno za milijardo tožb vloženih zoper državo. Zaradi nekih zadev, ki so jih bodisi slabo naredili ali kakorkoli odškodninska odgovornost države, skratka. In ko se pol te odškodnine v določenih sodnih postopkih so dosojene, država plača recimo 100.000 evrov nekomu, ker je nekdo od uradnikov, službenicov sprejel napačno odločitev, ne, se ne zgodi, da bi potem minister, ne, pristojni, rekel, ja, evo, to je zgodilo, ne, torej nekdo je na začetku tisto napako naredil. Poglejmo, kdo je ta regresni zahtevek. Ne? Nobene odgovornosti nihče ne prevzame, zdaj pretiravam, najbrž je kje kdo, ampak je to prej izjema kot pravilo. Skratka, prevzemanje odgovornosti, uveljavljanje odgovornosti bi nas najbrž potegnilo precej naprej, če bi to zadevo spremenili. To ni psihoanalitski problem, to je problem politične kulture, ali je to psihoanalitski problem? Tudi je psihoanalitski problem? Mislim, da je to nacionalni problem. Veste, imamo torej politični prostor, ki trpi za tem problemom, pa javni sektor, ki trpi za tem problemom, ta lažna solidarnost, pokrivanje grehov, za nazaj idemo zapakirati, ne, pa da se ne bo, skratka, nihče ni nič odgovoren. Pol imaš pa gospodarski prostor, ki pa je spet v Sloveniji za specifike večinsko v lasti javnega, se pravi javni lasti. Ne. In pol imaš, se pravi, 3 segmente, 3 družbene podsisteme, ki v bistvu vibrirajo v tem in ne, gre sam za v bistvu neko ravnotežje strahu. Ne. Najbrž. Ti si meni takrat odnesel rit, danes bom jaz tebi ali pa kakorkoli že, ti veš to v meni, pa zato ne bom jaz tega. In, veste, to je smrtna... Se pravi, slovenska igrica je trapljanje po ritih.
To ste vi rekli. No, zdaj, če bi šlo za res, ne, bi ga moral vsaj fajn pretegniti po riti, ne. Iz roka, ja, mislim. Glejte, kakorkoli že obračamo, to je res, ja, pretegniti po riti, ja. Ampak kakorkoli že obračamo, ne, recimo zdaj ta napoved, da se bo ugotavljala odškodninsko odgovornost ministra Žarniča, ker je preselil tisto ministrstvo na drugo lokacijo in hkrati s tem povzročil, da je najemodajalec do takratni upravičen zdaj do 300 000 evrov odškodnine po tisti pogodbi, ne, najemnik, ki jo je predčasno odpovedal. Zdaj, ne vem, kako daleč bodo šli v tem in kako se bo to končalo, ampak vsaj nek znak je, ne, da se bo to v tem primeru poskušalo ugotoviti in uveljaviti neko odgovornost. Zdaj, seveda bi bilo pa zelo na mestu, da bi ta politična skupina, ki trenutno vlada državi, ne uporabljala tega instrumenta zgolj za predstavnike druge politične struje, ne, ampak tudi v lastnih vrstah. Ne. Se pravi, če se enkrat začnemo zavedati tega, da delamo pač tisti, ki smo v javnem sektorju, v javnem interesu in samo v javnem interesu in predvsem v javnem interesu, potem bi to lahko bilo veliko bolje, kot je trenutno. Aha, no jaz seveda imam, zdaj me že jezik, smo Srbiji, ampak no, zdaj, ja, torej pravite, ni odgovornosti. Zdaj pač odgovornost je seveda socializacijski problem, to je vprašanje je, ali ni klasični moralni imperativ, ni ga, to vemo. O tem je že Žižek pisal, ko je pisal nekod zdavnaj o Krekovstvu, je o Slovencih napisal, da pravzaprav ne, slovensko moralo ne vodi vest, ampak strah. Ne? Zdaj, to je seveda velika razlika. Ne? To lahko tudi vidimo vsak dan v praksi. Ne? In seveda zdaj vi to klasična odgovornost, ne, je seveda stvar vesti, ne strahu. Ne. Stvar strahu je pa hlapčevstvo, klečeplazenje ali karkoli hočete. Ne. Torej, to je ena stvar. Zdaj, druga stvar je, to, kar vi opisujete, je nekaj, kar sem videla že pravzaprav, ker pač neke teme v zvezi z zadevami, kakor potekajo v slovenski družbi, že zdaj za Andrejem 2 leti z gosti z različnih zornih kotov debatiramo in smo se tega že tudi dotaknili. Torej, zdaj to, kar vi govorite, je po eni strani pravite, ne, da ta koruptivnost oziroma pogostost korupcijskih dejanj je bistveno večja v državnem sektorju, tako bova rekla, ne? No, to je ja, to tudi naš glavni fokus. Tako, se jaz mislim, da zasebni sektor ne rabi korupcije, zasebni sektor ima eksploatacijo, ne? Tako da, ja, ne. Se pravi, to je zdaj ena stvar, ampak to bi bilo logično s tem, s čemer smo začeli, ne. Gre torej, to je stvar elit, ne. In en centralen aspekt, kjer se elite, bi rekla, zadržujejo ali pa kjer krožijo, ne, je seveda državni sektor, ne. Se pravi, je sfera države. Zdaj, druga stvar, pa to, kar ste opisovali, mene že prej me je začelo močno spominjati na neko mojo tezo, da namreč v Sloveniji ni prostora za klasične demokratične institucije. Ne? V Sloveniji se vsi po neformalnih mrežah poznajo, ali pa poznamo, ne? Vsi smo si, vidite, takoj sva ugotovila, da ste vi pri meni študirali, čeprav je... Ampak to še neč ne pomeni. Vem, da ne, ampak malo svezo, ne? Se pravi, ne? Ampak hočem reči, to je poanta, ne? Vsi se poznajo, vsi so z nekem prijateljstvu, sorodstvu, sovražnosti ali nečem že, ne? Se pravi, poleg formalnih pravil obstaja močna mreža neformalnih odnosov, ne? In pač tudi medkulturne analize kažejo, da pač v vseh družbah in kulturah je primarna, bi rekla, primarna mreža je mreža neformalnih odnosov, zaradi tega, ker pač neformalne mreže izplačujejo ali pa prakticirajo hujše sankcije, ne? Če vas torej krivica vrše s posle, je to malo hujše, kot pa če dobite, ne vem, 100 evrov kazni, ne? Če žena. Ja, v ženi včasih je komu všeč, da se to ima žena naredi, ne? Ampak dobro. Ne? Ampak kakorkoli po ženi gre bolj za one druge funkcije, pomivanje posode, pa pranje pomivanje, ne? Ampak hočem reči, ne, torej to je zdaj ta zgodba, kakor vi pripovedujete, meni pravzaprav zelo zveni v to smer, ne. Torej, elite so tam, kjer so povsod, kot pač pri sociologiji vemo,
socialnega prostora za kakšne formalna pravila igre praktično ni, ne, in kot vi pripovedujete, ne, pač vsaka politična garnitura, ki zavlada državo uporablja kot talca, kar smo se že pravzaprav pogovarjali, ne. Stoletja smo Slovenci živeli v tujih državah, ne, država je bila tujec, torej nekdo, ki ga je treba nategniti v svojo korišče, se le da, ne. In zdaj smo seveda dobili svojo državo in zdaj ta politično-kulturni segment deluje seveda še naprej. Ne glede na to, da pač država zdaj recimo ni tujec, ne, na konc koncev delamo to sebi, ne, oziroma naj bi bilo to tako razumljeno. Ampak seveda je malo, seveda lahko tudi človek razume, ne, zakaj lahko neke elite to mirno delajo tudi sebi, zaradi tega, ker so se pač z vseh strani ne samo zaščitne, ampak tudi finančno skrbele, ne. Ker recimo zdaj poseben aspekt verjetno koruptivnih dejanj bi bilo zelo zanimivo analizirati recimo koruptivna dejanja pri, bi rekla, denacionalizaciji, ne, prodaji velikih državnih podjetij, ne vem, ne, AUKN, pa ne vem, kaj smo se že vse pogovarjali. Ne, skratka, ne, to je zdaj neka taka sfera, da pravzaprav tukaj je v Sloveniji verjetno 100-krat teže kot v ZDA izpeljati en postopek formalno korektno, ne. Že v ZDA je to malo teže, ne, ker so pač elite, so tudi tam seveda močne in jako prepletene. Ampak v Sloveniji ne samo, da so elite močne in jako prepletene, ampak so še v sorodstvu, ne. Ali pa v prijateljskih zvezah, ali pa kaj takega, ne. Kar seveda stvar, mislim, da hudo zapleta, ne. Se pravi, zdaj ta slovenska, bi rekla, različica, ne, ki jo vi tukaj opisujete, torej nekako kaže na to, kot je Andrej rekel, neko vprašanje politične kulture, ampak tudi dejansko pomanjkanje socialnega prostora. A imate vi občutek, da v Sloveniji obstaja socialni prostor, kjer je mogoče recimo formalno izpeljati neke procedure korektno, kjer je mogoče z formalnimi recimo institucijami in odnosi blokirati neformalne zveze ali pa mreže, ne? No, ne bom rekla, in če nam lahko poveste kak tak primer, ne, ker to bi bila že prehuda, ampak tako načeloma, recimo, ne, če lahko na to vprašanje odgovorite. Ali se da, ali se ne da, je, v bistvu je to, a veste, zelo veliko krat berem, poslušam o tem, da smo Slovenci pod tujo peto, ne, da smo se navadili na tujega gospodarja, da svoje in tako, mislim, vse to. Ja, face it, no, zdaj pač tak ni več, ne, in dajmo zdaj reči, da, ok, zdaj imamo svojo državo, smo svoje usode gospodar, ne, in imamo seveda svoje specifike, imamo te izjemne, te socialne, te neformalne mreže in tako naprej. Mislim, da problem je v tem, ne, mislim, da mogoče je pa tu zdaj priložnost. Ne. Prej je bilo, to sva se ravno zadnjič pogovarjala z kolegom Klemenčičem, ne, prej je bilo v tem bazenu veliko morskih psov, ne, pa tudi veliko hrane. Ne. Zdaj pa zaradi te recesije in tako dalje, pač te hrane začne zmanjkovati. Zdaj se je začel med sabo, so se začele te recimo različne elite seveda tudi grist, ne. In zaradi tega tudi določene zadeve vam prihajajo, kar je dobra priložnost za očiščenje, ne. Pomembno bi bilo, in to bi res bil prelom z starim, da bi se pojavil nekdo, lahko je to sedanji predsednik vlade, ali pa bivši, ali novi, ali kdorkoli, ampak nekdo, ki ima seveda dovolj referenčne moči in tudi politične moči, da začne za tem uveljavljanjem odgovornosti. Se pravi, da preseka s temi starimi praksami tovarištva, ne, pajdaškosti, lažne solidarnosti, ko gre za moje, ničesar ne vidim, ko gre za uneto druge, pa vse vidim, še tisto, kar ni. Ne. Se pravi, ne, ste vi to enkrat rekli, kdo je že to rekel, da v Sloveniji imamo 2 milijona prebivalcev, pa 4 milijone morale, ker ima vsak bojno. Ampak, če bi s tem, če to bi res nekdo naredil, ta prelom bi bil res pomemben. Ker veste kaj, ne? Imamo primere, ne, in se z njimi ukvarjamo in včasih te res groza spreleti, ko vidiš, kaj se dogaja z javnim denarjem. Slej, ko prej bomo te zadeve lahko objavili, ko bomo vse te stvari zaključili. V resnici smo se lansko leto
en ogromen kos časa ukvarjali sami sabo, ker smo institucijo na novo postavljali in tako dalje, procedure, procese, ker demokracija je tudi, ne, procedura je mati demokracije, ne, in tudi mi, ker imamo izjemno močna pooblastila na nekaterih področjih, moramo najprej procedure poštimane, ne. Ampak kakorkoli, zdaj nekatere stvari tečejo, zadeve tečejo do tu, da bomo že tudi nekako kaj javno objavili, in ko vidiš, da se dogaja v tej državi, da direktor podjetja v javni lasti je poklican v kabinet funkcionarja in mu on odredi, kam naj on nek denar nakaže, ali pa da se krediti iz tega podjetja črpajo, pa čeprav ima likvidnostne težave za politične prijatelje, ne, pri čemer se seveda roko drži na tem politični funkcionar, ki ima moč, ne, posredno seveda nad tem direktorjem, ne, ko to vidiš, da to da ni to 1000 evrov, ampak da je to več 10 000 ali pa 100 000 evrov, seveda, mislim, se počutiš nemočnega. Kako naj to sploh presežemo, ne? Ja, jaz mislim, da v bistvu zgolj na način, da to vse skupaj pride ven, ne? Ker na eni točki bo nekdo, pa vendarle upam, da rekel tistih, ki imajo dejansko tudi oblastno moč, ne? Ker komisija oblastne moči seveda nima, ne? Razen da kak prekršek izreče pa podobno, ne? Da bo nekdo rekel, lej, mislim, tole je res že nagnusno, ne? Ker to je na koncu koncev javni denar, ne? Ampak je brez skrupulov se v nekaterih primerih ta denar črpa. Ampak veste, kaj to pomeni, ne? Ko z nekom to podjetje v javni lasti podpiše pogodbo za neko svetovanje za nekaj 1000 evrov mesečno, ne? Ko morajo nekateri za to res garati, imeti dobre ideje in tako dalje, tu pa je nekdo po tej liniji dobil ta posel, ne? In zato ne da nobene kvalitetne storitve, to v bistvu pomeni, če pozabimo na to, na kak način je to prišlo, v resnici je to uničevanje konkurence, uničevanje trgov, dušenje inovativnosti, dušenje ustvarjalnosti, ne? In kam to vodi, je tisto pravo vprašanje. Pustimo tisto, da je nekdo mogoče dobil par 10 000 evrov, ne? To je še najmanjša škoda. Kaj to pomeni v resnici za trg, ne? Za trg, recimo, nekih intelektualnih ali pa dejanskih materialnih storitev ali pa produktov, no? Skratka, kaj pomeni to za konkurenco? In to je tisto, glede na to, da je toliko podjetij v javni lasti, ne? To je tisto, kar nas uničuje in zaradi česar sem prepričan, je tudi marsikateri izmed kazalcev danes obrnjeno navzdol, zaradi tega, ker se ni delovalo po principu najboljši, se pravi, plačilo za najboljšo storitev, ampak po principu plačilo, kar si naš. Pa čeprav od tega nimamo nič, ne? In je to samo v škodo podjetja, recimo, ne? Torej, niste prepričani, da v Sloveniji obstaja dovolj socialnega prostora, kjer bi se lahko dogajali formalni odnosi, ne? Torej, iščete nekoga, ki je prosvetljen, ja, pa dovolj politično močen. Če lahko to povem, ne, obstaja. Jaz sem zdaj v tem letu, pa nekaj mesecev, kar sem v javnem sektorju, nekoliko redefiniral svoje prepričanje v javnem sektorju, ne. Na eni strani vidim, da so ponekod stvari še slabše, kot sem mislil, da so, na drugi strani pa vidim, da imaš v tem javnem sektorju posameznike, res, da sem jih srečal malo, ampak nekaj, ne, ki dušo spuščajo, bom rekel, so pripravljeni dušo spustiti zato, ker verjamejo v to, da so oni, pa se to bo slišalo zelo čudno, ne, ampak poznam ljudi, ki so se odrekli napredovanju v plačnem razredu, zaradi tega, da to je moj prispevek davkoplačevalcem. Pa so to ljudje, ki delajo od 8 zjutraj do 11 zvečer, ne. Tudi v naši komisiji imamo takšne javne uslužbence. Skratka, ni vse tako črno in zdaj v bistvu lahko bi uporabili, skratka, te ljudje, ne, so pripravljeni delati strokovno in so pripravljeni delati z energijo in skratka zakonito in vse in tu je ta prostor. Problem je samo v kritični masi tega in pa v tem, koliko je v resnici pri nekaterih drugih apatije, koliko je pa tistih res pokvarjenih, ki pač trenutno situacijo izkoriščajo, ne. No in koliko jih po vaši oceni je?
Ja, teh tretjih, ne? Ti so najbolj zanimivi. Ne? Jaz osebno mislim, da jih je malo, ampak da ta manjšina, ne, pa čeprav naj bi ščitili manjšine, si ne zasluži zaščite. Jaz osebno mislim, da to je enkrat Boštjan M. Zupančič dobro povedal. Ne? Zakaj ni več umorov? Verjetnost, da te bodo dobili, ni 100%. Skratka, je možno. Lahko bi svoje račune poravnal z nekom na ta način, da boš torej, da te bodo dobili, da te bodo sodili, da te bodo obsodili, to je, mislim, mehna verjetnost. Ne? Torej, lahko se to splača, lahko torej neke zadeve uredi. Zakaj torej ni več umorov? Zaradi tega, ker je najbrž večina ljudi še vedno ima te vrednote ponotranjene. Ne? Zakaj, torej, ne zaradi tega, ker bi to bilo prepovedano, ampak zaradi tega, ker ljudje v to ne verjamejo. Gospodarski kriminal. Tukaj vidimo tudi možnost, da ti bodo na koncu obsodili, je izjemno mehna, ne? V tej državi. Tega bi lahko bilo več, ampak zdaj sem malo zašel v neko čist drugo zadevo. Ampak kakorkoli hočem reči, prepričan sem, da je tistih, ki so dejansko pokvarjeni, ne, v tem smislu po domače rečeno, da jih je manj kot pa onih drugih. Ampak je na drugi strani apatija ali pa tudi strah. Ne? Ker mislim, da je Bernie Madoff enkrat rekel, ko iščem ljudi za svoje podjetja, iščem takšne, ki imajo znanje, imajo voljo in imajo integriteto. Če zaposliš nekoga, ki nima znanja, ima pa voljo pa integriteto, ne bo kaj dosti, ker ne bo znal nič narediti. Ne? Če dobiš nekoga, ki ima znanje, nima volje, pa ima integriteto, je pač lenuh, ne? Pa ti tudi ne bo kaj dosti koristil. Če pa dobiš nekoga, ki ima znanje in ima voljo, nima pa integritete, ta ti bo pa naredil, ta ti bo pa uničil firmo. Ne? Ker, in jaz mislim, da teh, ne, mislim, da spet Bejan zdaj govori, teh predidi palcev, ne? Ni toliko. Je zgolj to, da so zelo prodorni in uspešni v tem smislu. Tista večina, ki ima te vrednote, po mojem, še vedno zelo ponotranjene, pa se umika nekako zaradi tega, ker je konfrontacija pač vedno neprijetna. Ne? Ampak zdajšnja kriza kaže, da sploh ni treba, da jih je dosti, ne? Ker dosti jih niti ne more sesati, ne? Ker je dobrin premalo. Ne? Torej, problem današnjega časa je, da ima zelo mali procent ljudi ima v rokah veliko koncentracijo dobrine. Recimo, če govorimo o parih procentih, kontrolira 70-80% vseh dobrin na planetu. Teda to, bom rekel, dobro, moče da s tem iti spat, ne, da jih ni dosti, ne, pa če jih ni dosti, bomo že nekako dobili, ne, ampak problem je v tem, da kontrolirajo vzvode moči in vzvode distribucije dobrin, družbenih dobrin, ne, in to je potem problem, ne. Ne, tako da, ampak, ja, samo čez kakšne 2-3 leta, v koncu, kak je že, ste na mandatu, ali kak je to? Ja, na mandatu. Ja, dobro, v koncu mandata imamo kak je mea culpa, ali pa kaj takega. Ne, tako da količina sama po sebi še ne pomaga nič kaj dosti, ne? Seveda ne pomaga, se pravi, prodornost, uspešnost in agresivnost je to bistveno. Ti lahko teroriziraš. Sej si predstavljam, da, mislim, zdaj bom zašel v čist druge zgodbe, ampak si predstavljam, da nacistična stranka v Nemčiji tudi na začetku ni bila zelo množična, ne? Ampak so bili pa seveda odločeni, ne? In od tu naprej. In zdaj, dobro, to je druga zadeva, ampak v tem smislu, da pač izkoristim vsako priložnost, da na škodo drugih pač sebi pridobim tiste koristi, ki jih potrebujem, zato rabiš nek določen talent, ne? In vsaj moja izkušnja ni v mojem socialnem krogu, ali pa tudi kar opazujem, da bi to bilo kar splošen pojav. Je pa res, da se je že v, recimo, moji generaciji so se pojavili že ljudje, zdaj moderno, da imamo otroke, moja generacija mehna, ne? Ja, jaz bom svojega učil, da naj bo kar komovčar, ker drugače ne bo nikamor prelezel, naj kar ungar, ne vem, ne? Problem je, kaj otrokom sporočamo. Še eno stvar, zdaj sem se spomnil na njo. Delali smo z osnovnimi šolami en projekt, da so otroci risali svoje impresije, ne, na pojme, na vrednote, kot so poštenje, enakopravnost in podobne vrednote.
In ko smo imeli pogovore, smo bili tule na eni osnovni šoli na vzhodu Slovenije in pravi ravnateljica, veste, ampak zadnjič se mi je pa nekaj zgodilo, sploh ne vem, kaj naj si mislim, ne? Da so ji učenci 8. razreda povedali, ki so v fuzbal ekipi, tej mladinski, ne? Da se je trener z drugim trenerjem, ko so imeli tekmo, dogovoril, da so prodali tekmo, pa so dobili 300 €, pa so prišli vsi na pico. Ne? Jaz si predstavljam, da je ubil vsako iskro v teh otrocih, ne, ta trener. Skratka, seveda, jaz imam 2 otroka, želim pa si, da, mislim, prvič, da se zavedata, no, tisto, kar je sicer krilatica, ne. Moje pravice se končajo pri pravicah drugih, ne, in ne smem jaz biti uspešen na račun drugih, ne. Poskušam ima to pač na nek način tak od malega naprej prizgajati. Tudi meni so moji starši, bom rekel, hvala Bogu, no, imam občutek, da nisem ravno človek, ki bi hodil po drugih ljudeh, no, pa čeprav sam sebe težko cenjuješ. No, jaz mislim, da vaša ugotovitev, da se kriminal splača, ni posebnost za Slovenijo, ne? To je generalna ugotovitev. Zdaj, odvisno kateri, če ste majhni priprodajalec drog, no, tu se hitro zgodi. Prisluhi, hišna preiskava. Ja, to gre hitro, ja. Za prisluha, en primer vam bom dal. Poznam, je policija želela pridobiti odredbo za hišno preiskavo pri enem zelo uglednem občanu. Doktorski naziv, profesor in tako naprej. Preiskovalna sodnica je odredbo zavrnila, izdaja odredbe za navedbo, da tako uglednega občana se pozove, pri njem se ne dela hišne preiskave, ne se ga pozove, da predloži dokaze, če so. Zdaj spet, ne, spet je vprašanje, recimo, kakšno sporočilo dajemo, dobro, to ni stvar, ki bi zdaj bila publicirana, ne, ta zadeva, ker to se dogaja tam za zaprtimi vrati, ampak recimo prejšnji teden ste tule v Mariboru obsodili tožilca, ki je prejemal podkupnino na pogojno kazen. Nismo ga mi. No, jaz ne vem, kaj še lahko tožilec hujšega naredi, kot to, da sprejme podkupnino. Sam še umori koga. Ampak tožilec je oseba maksimalnega javnega zaupanja. In potem, jaz vem, mislim, ne poznam vseh detajlov tega postopka, ampak na začetku je bila komisija tista, no, skratka, tu je bil en whistleblower, ne, da je potem prišlo do tega postopka, mislim, do te zadeve. Ampak predstavljam si, da so nekatere olajševalne okoliščine, ampak sporočilo, vsaka kazen naj bi imela tudi neko generalno preventivno vlogo, ne? Pa čeprav je individualen postopek, individualna sankcija in tako dalje, ampak mislim, predstavljam si, da Ivan Zidar, ne, ki ni pač tožilc, ne, pa je pač bi pol mogel največ sodni opomin dobiti. Če bi bil tožilec. Ne, v tem primeru, če je tožilec pogojno obsojen za prejemanje. Če bi pač bili na oblasti njegovi prijatelji, ne, tako je, ne, bolj natančno. Neverjetno je zdaj pač, tudi bi rekla, pač v Sloveniji, mislim, Slovenija prav boleha za tem, ne, da pač je, bi rekla, to, kdo je v postopku, kdo je obsojen, za koliko je obsojen in če je obsojen, ne, pač skladno s tistim, kar ste povedali na začetku, ne, da je sicer lepo, ne, če zdaj pač tiste, ki seveda so protizakonito ravnali, ne, se obsodi, ampak bilo bi pa še lepše, če bi kdaj obsodili koga iz svojih vrst za takšno ravnanje, ne. Zdaj, mislim, tu je verjetno ta, bi rekla, logika, da se, bi rekla, tudi boj proti korupciji v resnici uporablja za politično obračunavanje, ne. Lahko se uporablja, tudi komisijo se poskuša uporabljati, ampak sploh v predvolilnem času se je pojavilo marsikaj zanimivega, ampak mislim, da smo bili kar uspešni, da se mi v to, da nismo postali orodje za politično obračunavanje. Mislim, da smo kar uspešno se stran od tega držali. Seveda je pa možno, ne, a veste, zgodi se včasih, ne, da dobimo novinarsko vprašanje, ali že imate prijavo zoper tega in tega. Ne? Zdaj, ker je to tudi področje, ki
spravi to komuniciranje z mediji tudi spada pod mene v komisiji, ne, ko mi naša PR-ovka forwardira, da ne ve, kaj naj s tem naredi, recimo, ne, jaz pa pogledam noter, vidim v sistemu, nimam nobene take zadeve, ne. To se izkaže, da mogoče še niti po pošti ni prišla, ker je šele popoldan prišla zadeva. Skratka, nekdo, ne, ki je dal nam prijavo, ponavadi so anonimne, ne, je še prednji je pošta sploh do nas prišla, oziroma da odprta pri najbolj v medije, in to je seveda najboljši znak, da pač ta prijava v bistvu ne služi temu, da bi želel nekdo resno obravnavati, ampak predvsem medijsko obračunavati. In zaradi tega smo pilili nekaj časa neko dikcijo, s katero potem lahko novinarjem odgovorimo, lejte, zadevo smo prejeli danes, ne, zadeva niti še ni prestala prve faze preverbe osnovnih dejstev in še ni vzeta v delo. Če bo to, torej v naslednjih 14 dneh ta assessment panel, ki ga imamo, se pravi, ugotovil, da je to zadeva, ki lahko gre v obravnavo, bo postopek začet. Ne. Do takrat pa vaše morebitno sklepanje, da je nekdo že zdaj kar koruptiven, ker je tu neka prijava, bo napačno in je lahko zelo namerno. Ker se je, to smo opazili, zato smo zelo hitro reagirali po tistem, ko smo prevzeli komisijo, da se je zelo pogosto zgodilo, dobili smo neko prijavo, isti dan že novinarsko vprašanje, potem pa članek, ne, protikorupcijska preiskuje tega in tega. To je nekaj, kar smo kolikor toliko zdaj zabremzali. Mi dejansko hočemo biti ena resna državna institucija, ne bom povedal. Kako pa vidite naše sosede, recimo, če bi Slovenijo primerjali z sosednjimi državami, kako bi lahko Slovenijo umeščali na tej protikorupcijski ali pa korupcijski zgodbi? Ne bi govoril o oddaljenih državah skandinavskega tipa. Čeprav bomo v tem danes to nekako reči, ne? Ja, kaj natančno? Konkretno, recimo Hrvaška. Ne, recimo zdaj Hrvaška ima eno tako intenzivno borbo proti korupciji. Kaj vi razbirate iz tega, ali je to politično obračunavanje? Če bi prejšnjega Hrvata vprašal, bi najbrž tudi oni ne bili ravno zadovoljni s tem, kar se pri njih dogaja, pa bi najbrž dali za zgled Slovenije. To je neka pač percepcija, domnevam, da ne je bilo bistveno drugače. Ampak tisto, kar pa sam mislim, da je zelo pomembno za Hrvaško, je to, da je morala iti skozi malo šolo, preden je pač lahko nekako resno računala na to, da bo stopila v Evropsko unijo. To je nekaj, kar je Sloveniji bilo prihranjeno. Žal. Mi nismo bili prisiljeni, niso nas prisilili, da bi izgradili institucije pravne države. Tako kot jih mora, recimo, zdaj Hrvaška. Mi smo bili, se veste, najboljši učenec, ne, to je skratka vse, pejte noter, fajn, za zgled boste vse, ne. In pri tem se je popolnoma spregledalo, da nimamo, recimo, urejenega sodnega sistema, da imamo v bistvu velik problem, tudi, bom rekel tako, čeprav ne rešuje vsega, tudi z nizkimi plačami sodnikov. A veste, da ima sodnik, mislim, da zdaj se ne bom dosti najbolj zmotil, ampak sodnik, ki sodi v zadevi Balkanski bojevnik, ima 1600 evrov plače. Pa 13 odvetnikov na drugi strani. Logično je, da to vodi. A veste, tak človek, recimo nek sodnik začetnik, bo začel okoli 1000 evrov. Pa imate recimo, ker so dostkrat sošolci in tako dalje, pa se zaljubijo na pravni fakulteti, ne, pa imate potem recimo mož in žena sta oba sodnika. Ta dva človeka si bosta stežka, recimo, rešila stanovanjski problem. Ne? Pa sta, tu spet, ne, ampak vemo, ne, kaj pomeni, če sodstvo. In zaradi tega je ta, bom rekel, problematika sodstva tudi takšna, ker ljudje, ki se tule, recimo, izkažejo oziroma prilezejo do nekaj, da mi to samo odskočna deska, da grejo potem v druge sisteme, ker so pa seveda zaslužki boljši, ne, tudi advokatura. No, mi, če se primerjamo s Hrvaško, te lekcije nismo rabili dati čez. Njihov uskok, ne, kapo dol, zadeva teče, ampak tam je izjemno veliko napora mednarodne skupine, predvsem Evropske unije, da se je to postavilo, da to funkcionira, da je opremljeno. Ne. Tudi
določeni strokovnjaki so bili detaširani tja iz tujine, da to pomagajo peljati. Slovenija je to žal bilo prihranjeno. Tudi o tožilstvu bi lahko govorili. Torej, imaš še vedno tebe, poleg tistega, tudi smo rekli, teh nesrečnih socialnih mrež, nas torej v resnici tudi ne izgrajeno samega sistema, poleg tega še tebe, ne? Kako razumem, še vedno, po vaši oceni. Mislim, ne, običajno se pol vse zreducira, moramo še ta zakon spremeniti, da bo... Mi večinoma nimamo problema z zakonodajo, imamo problem z njenim izvajanjem. Ne? Ali pa si zamislimo zaradi tega, ker je po konvencijah ali pa določenih mednarodnih zavezah nujno, da imamo neko institucijo. A veste, da nek urad za nadzor konkurence, kaj že UVK, urad za varstvo konkurence, mislim, da 13 zaposlenih ljudi. Komisija za preprečevanje korupcije je imela 9 ljudi do leta 2009. Mi imamo neke zakone, konvencije, vzpostavljamo neke organe, zato da se lahko zunaj hvalimo, da jih imamo, potem pa ne damo goriva, da bi tekli, da bi delovali. To je tako kot, ne vem, bom spet rekel, tipično slovensko. Mislim, da je to rekel ravno Goran Klemenčič, ne? Mi si radi kupimo fajn avto, ne? To fajn zgleda, vse to pa imamo pa denarja za benzin. Ja, ampak mogoče ni intenca, ne? Tistih, ki imajo moč, da bi ta avto tekel, če smo že ravno pri tem, ne? Mogoče gre za to, da se pač ustvarja videz, da ga imamo, ne? Da sploh ne gre za to, da bi ta avto tekel. Težko predstavljam, da kaj bi bil razlog, ne, da imamo sodstvo, imamo tožilstvo, imamo policijo in je velik korak bil narejen za ustanovitvijo NPU-ja, velik korak za temi specializiranimi oddelki na sodišču. Tožilstvo je bilo kar malo spregledano, no, v preteklosti. Ne. A veste, koliko je tožilcev v Sloveniji? 180. Še manj, no, kar je nekaj, manj kot 180 trenutno. In ta, recimo, skupina tožilcev more se letno obdelati nekaj tisoč bolj ali manj zahtevnih primerov. Ne? A veste vi, da boste redko srečali na sodišču tožilca, recimo v zadevah, razen v najbolj zapletenih zadevah, da bi tožilec zastopal svojo obtožnico. Dogaja se to, da imajo tožilci pač seveda zaradi tega, ker jih je tako malo, tako imenovane razpravne dneve in pol en tožilc je tisti dan dežuren, da gre na sodišče in podela kar vse kejse, ki so tisti dan na sodišču. Tudi če o njih nič ne ve, ker ni on pisal obtožnice. Skratka, glejte, vse to so neke lego kocke, ali pa bom rekel, vse to so manjkajoči kamenčki v mozaiku, oziroma vse to je razlog, da je slika takšna, kot je. Zakaj pa? Jaz mislim, da bivša LDS, sploh pod Drnovškovim časom, je bila izrazito je zanemarjala vprašanje pravne države in vladavine prava. Ne? Vladavina prava je luksus, v bistvu. Ne? Pa je pa nujno za delujočo demokracijo. Ampak kje je ta pomankanje volje, zagotovo bi pa mogla biti, ne vem, ampak zagotovo bi pa mogla biti politična volja in odločenost, da bi te zadeve bile urejene, se pravi, da bi institucije bile pravilno postavljene, pravilno organizirane, da bi ne bi bile podhranjene in predvsem, da bi potem se od njih pričakovalo, ne, da delujejo in da dajo tiste rezultate, za katere so ustanovljene. Ja, pa ko rečete politična volja, ne? Je to volja koga? Parlamenta, politične elite, državljanov koga? Ker namreč, če ne bi bila to volja politične elite, potem bomo čakali do neskončnosti, se bojim, ne? Zdaj, tudi če je to odvisno od parlamenta, zdaj zadnjih 20 let nas uči, da bomo tudi čez dolgo čakali, ne? Zdaj, prosvetljenega absolutista, ne, tistega, ki bi prišel in bi vedel, da to naredi. Ja, no, se pravim, želimo ali ne želimo, ampak ne. Zdaj, ta bi mogoče to celo naredil, ne. Ampak zdaj, v resnici
načeloma se lahko točno strinjamo, ampak zdi se, kot da subjekt manjka, ne? Zdi se, kot da v resnici tisti subjekt, ki bi bil potreben za to, da se to zgodi, ne? Ta, ki bi zastopal to voljo, ne? Da pravna država in delovanje ali pa vladavina prava dejansko zaživijo tega subjekta, zgleda v Sloveniji ni. Ali ga vidite vi? Verbalno se vse politične stranke zavzemajo točno za to. Ne? Torej, problem je prepoznan, je pripoznan, na reševanju je pa bilo do zdaj narejeno ravno toliko malo, da je stanje marsikje še slabše. Mislim, popolnoma je jasno, kdo, mislim, jaz osebno, ampak to je zdaj pa že čist, mislim, kot rok praprednik, ne, jaz mislim, da se je naša demokracija itak izrodila, demokracija zahodnega tipa, ne, ker namesto, da bi, mislim, poskušam si predstavljati, kako je izgledalo v grškem polisu, ne. Tam je bilo nekaj 100 državljanov, ki so imeli volilno pravico in so lahko bili voljeni in so točno vedeli, ko so volili neke kandidate, koga volijo, kakšen je njegov osebni background, družinski, kakšne, skratka, a je, zdaj ne bi rado kakšne grde besede uporabil, a je, skratka, človek na mestu ali pa ni, no. No, karkoli, ne, ali je odgovoren, skratka, poznali so se osebno, ne, to so bile majhne skupnosti. Zdaj pa volimo v bistvu, ok, v našem volilnem sistemu itak stranke, ne, ampak volimo neke podobe, ne, ki so narejene.